saj je naša lepa prleška metropola od sedaj bogatejša za še en kulturni objekt. Toda verjamem, da so najzadovoljnejši člani pihalnega orkestra kulturno-umetniškega društva Ivan Kavčič Ljutomer, saj bo nova pridobitev služila tudi njihovi dejavnosti. Sredstva za izvedbo v višini 18.900 evrov in še dodatno vsoto za priključitev električne energije v višini 1465 evrov je zagotovila občina Ljutomer, brez vložka katere novega objekta sploh ne bi bilo. Kultura in občina Ljutomer sta nerazdružljiva pojma že stoletja. Lepa narava, konjeništvo, dobra hrana in vrhunsko vino zastopajo le polovica naših najbolj prepoznavnih in žlahtnih tradicij. Prvi slovenski tabor, Franc Miklošič, Anton Trstenjak, Slavko Osterc in številni drugi velikani slovenskega jezika, besede, pesmi, slike in vizualne umetnosti so del podstati naše lokalne identitete in viden prispevek kulturni zakladnici celotnega naroda. Med njimi tudi pionir slovenskega filma, Karol Grossman, ki je pred 110 leti pisal zgodovino prav v našem mestu. Zato letos s ponosom praznujemo leto filma in vstopamo v poletje z obeti številnih lepih trenutkov druženja, kulture in dobrih občutkov. Zelo sem hvaležna direktorju Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki je pronicljivo prepoznal priložnost za uresničitev te ideje. Iskreno vam hvala. Seveda pa gre iskrena in velika zahvala Ministrstvu za kulturo, gospe ministrici in ekipi, ki je hitro omogočila pridobitev tega objekta. Res od srca iskrena hvala. Konec lanskega leta sem prevzel nalogo Ministrstva za kulturo, da v eno od slovenskih občin postavimo montažni objekt za kulturne dejavnosti. Ob veliki prostorski stiski občine Ljutomer na področju kulture, še posebej tudi pihalnega orkestra kulturnega društva Ivan Kavčič, ki je pred 3 leti slavil častitljivo 90-letnico, so županjo Olgo Karba stekli pogovori o možnosti postavitve objekta v občino Ljutomer. Pogovori so hkrati potekali tudi v nekaterih drugih občinah. Prostor ob kulturnem domu tukaj v Ljutomeru je nakazoval dobre možnosti in občina Ljutomer je v nekaj mesecih pridobila gradbeno dovoljenje, pripravila prostorske in komunalne pogoje ter uredila okolico. Objekt danes otvarjamo še posebej slavnostno in mladostno. Gimnazijci gimnazije Franca Miklošiča so v kulturni kišti oziroma KUL kišti dodali kreativni navdih z grafitno obdelavo in s tem mladost v Ljutomeru. Prepričan sem, da bodo ljutomerski godbeniki odprli vrata tudi njim in drugim, ki bodo želeli s kreativnim in ustvarjalnim pristopom sodelovati na kulturnem področju v Ljutomeru. Občina Ljutomer je namreč prepoznavna v slovenskem kulturnem prostoru po številnih uspešnih društvih, posameznikih in kulturno-izobraževalnih ustanovah. Zahvaljujem se vsem, ki ste pripomogli, da danes, na prvi poletni dan, odpiramo KUL kišto, izvajalcem podjetja REM, izvajalcem gradbenih in komunalnih del, direktorju občinske uprave in župani. KUL kišta v Ljutomeru naj bo tudi za druga okolja zgleden primer uspešnega sodelovanja lokalne skupnosti in države. Lep dan vam želim in obilo glasbe, veselja in mladosti.
da sem danes z vami, ko otvarjamo montažni objekt Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in vam ga v okviru tradicionalnega kulturnega maratona v organizaciji Gimnazije Franca Miklošiča predajamo za potrebe občinskih kulturnih dejavnosti. Ko sem konec septembra prevzela vodenje Ministrstva za kulturo, to se pravi lanskega leta, sem naletela na skladiščen montažni objekt, kupljen pred več leti in po informacijah, ki sem jih tedaj prejela, ta objekt ni bil nikoli uporabljen. V razmišljanje, kaj s tem objektom, sem pritegnila direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Samo pogled sem, hvala. Svoje delo, tako da smo imeli skozi nekole, smo sodelovali z glasbeno šolo. In mi smo zelo zadovoljni, da je glasbena šola prisluhnila našim potrebam, nas je vodila skozi celo obdobje, ko smo imeli stalni prostor in naključila tudi prostor. Tako smo se sedeli in smo zelo oprostili.